ob 60-letnici smrti. V naši sredi pa imamo elitne zgodovinarje. Dr. Tamara Grese-Pečar, pozdravljena, dr. Stane Granda, dr. Helena Jaklič in dr. Renata Podbersič. Uvod. Za uvod pa predajem besedo doktorju Matiji Cencer. Hvala lepa. Spoštovani, tule lahko govorim le kot en od iniciatorjev in operativni soorganizator obeležitve 60. obletnice smrti škofa Rožmana v Ljubljani. Škof Rožman se mi zdi najbolj oklevetani Slovenec in tu gre za sistematično in orkestrirano klevetanje, ki se ni končalo z demokratizacijo Slovenije. Kako naj kristjan z njim ne čuti sočutja? Mislim, da pri tem klevetanju in blatenju ni šlo za nekaj osebnega, ampak zato, da bi bilo katoličane najprej sram svojega škofa, potem pa tudi sram svoje vere. Mimogrede, klevete pričajo tudi o tem, da škofu ni bilo mogoče kaj resnega očitati. Verno ljudstvo se tega v precejšnji meri zaveda, inštitucije ali inštitucija, če želite, so pa še zelo zadržane do te teme, ki seveda v slovenskem prostoru ni oportuna, kaj šele profitabilna. Mimogrede, pred imenovanjem za škofa je bil dr. Grigorij Rožman prvi profesor cerkvenega prava na Teološki fakulteti novoustanovljene Univerze v Ljubljani, ki ravno zdaj praznuje stoletnico. Ko smo pred 10 leti, torej ob 50-letnici smrti, Društvi slovenski katoliški izobraženci in Nova slovenska zaveza priredili poldnevni simpozij Križa, teža in plačilo na škofu Rožmanu, je bila velika dvorana škofovih zavodov polna. Takrat so govorili dr. Tamara Grese-Pečar, dr. Marjan Smolik, gospod Anton Drobnič in dr. Ivo Krže. No, leta 2013 so Rožmanove posmrtne ostanke pokopali v ljubljanski stolnici z ganljivo slovesnostjo. V novembru lani smo v okviru društev in civilnih iniciativ Slovenski katoliški izobraženci Nova slovenska zaveza Prebudimo Slovenijo, vse posvojitev in oblipi sprave organizirali spominsko srečanje v veliki dvorani Katoliškega inštituta v Ljubljani. Dvorana je bila polna, prišlo je blizu 150 ljudi, tudi nadškof in pomožni škof, ki je generalni vikar. Za ljubljanske razmere je tolikšna prisotnost velika in kaže na občutje vernikov. Taka situacija ima tudi dobro stran. Če tako srečanje priredi organizacije, ki živijo le od članarin ali darov uboge vdove, ne pod kakšnih javnih proračunov, lahko govorimo povsem svobodno, brez diplomatskih ozirov ali kakšnih potreb posameznikov za nastopanje ali objave. Čas je, da spregovorijo kompetentne osebe. Hvala za pozornost. Dobro večer vsem skupaj. Smo na večeru, ki je povzročil nekaj nasprotovanja v družbi. Hvala vsem, ki ste prispevali k brezplačni reklami. Tukaj smo, da poskušamo na plano postaviti osebo, ki je bila človek s vsemi svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi. Nihče ni brez greha, tudi škof Rožman nedvomno ni bil, ampak kot je že dr. Matija Cencer, iniciator in tudi tisti spiritus agens, ki je vodil posvet v Ljubljani, ki je bil konec novembra lani, ob 60-letnici smrti škofa Rožmana, povedal, dejansko gre za eno najbolj po krivici oklevetanih osebnosti 20. stoletja na Slovenskem. Toliko žolča, kot je bilo na njega zlitega, toliko neresnic in potvarjanj, na drugi strani pa popolno zanikanje vsake njegove človeške empatije, vsakega njegovega koraka proti bližnjemu, ki dejansko jih je, kot bomo videli v nadaljevanju, ne samo zagovarjal, ampak tudi reševal življenja posameznikov. V težkih časih
okupacije, revolucije in protirevolucije, torej zlasti v obdobju 1941-1945. O tem bomo govorili na današnjem našem srečanju v Gorici. Hvala Kulturnemu centru Lojze Bratuš, ki je dal prostore, ki je vzdržal vse pritiske in natolcevanja, ki so se v medijih pojavljali zlasti v zadnjih 3 dneh. Smo 4 zgodovinarji, bomo poskušali spregovoriti z viri, torej z dokumenti, poskušali bomo spregovoriti na podlagi naših raziskav. Vsak od nas se svojega področja oziroma svoje ozke specialnosti ukvarja z osebnostjo škofa Rožmana. In dejansko, kot smo že povedali v uvodu, je to zgolj ponovitev tistega, kar je bilo v Ljubljani dobro obiskano ob koncu novembra lanskega leta. Najprej bo besedo vzela dr. Tamara Griser-Pečar. Je ni potreba posebej predstavljati, ker imamo druge stvari, nas je veliko, smo 4, na koncu pripravljamo še eno posebno presenečenje, pa naj zaenkrat ostane še skrito. Dr. Tamara Griser-Pečar je Slovenka, ki živi na Dunaju in se posveča različnim tematikam druge svetovne vojne, povojnega obdobja na Slovenskem, tudi širše. Avtorica številnih nagrajenih monografij, razstav, tudi je gostovala tukaj že pod Lepami v Gorici in nedvomno človek, ki je najbolj kompetenten zaradi svojega znanja, ker se je tudi škofom Rožmanom poklicno ukvarjala na poziv slovenskih sodišč, da nam spregovori o tej osebnosti, ki jo danes postavljamo pred vas, da nam prisluhnete. Potem bo spregovoril dr. Stane Granda, ki je bil tudi že večkrat gost v Gorici pod Lepami, dolenjski dobrodušni zgodovinar, človek, ki zna veliko stvari, ga poznate tudi sicer je že upokojen, ampak nima nikoli časa, ker vedno nekaj piše, bere ali pa predava. Poznate ga po njegovih številnih pronicljivih kolumnah, ki jih objavlja v različnih časopisih, ki ne sodijo pod vpliv ali kontrolo dominantnih medijev. Potem bo spregovorila njegova rojakinja, kolegica dr. Helena Jaklič. Jo tudi poznate po različnih tematikah, ki se tičejo predvsem slovenskega izseljenstva, slovenskega izseljevanja, slovenskih beguncev po drugi svetovni vojni, kot kolumnistko v časopisih, pa tudi redno sodelavko Radia Ognjišče. In na koncu bom še sam spregovoril o tematiki, ki se mi zdi zelo pomembna, in to, kako je škof Rožman reševal ljudi, različne kategorije ljudi med drugo svetovno vojno. Sam se bom osredotočil predvsem na tematiko, ki je meni osebno, če mi dovolite, zelo ljuba, in to je na reševanje judovskega prebivalstva. Škof Rožman bi si zaslužil, da v bližnji prihodnosti, pa bom še z tega mesta, v slovenski družbi sem to že večkrat povedal, bom še enkrat ponovil, postal pravičnik med narodi, torej tisti, ki je brezplačno iz osebnega navdušenja reševal judovsko prebivalstvo, preganjeno judovsko prebivalstvo med drugo svetovno vojno. O tem več v nadaljevanju. Hvala. Tamara, prosim. Najprej vse prav lepo pozdravljam. Ko je ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman 16. novembra 1959 v Clevelandu umrl, bi se po cerkvenih predpisih moral izvršiti obširen cerkveni ceremonial v ljubljanski škofiji. Nominalno namreč je ostal ljubljanski škof tudi po tem, ko je svojo škofijo 5. maja 1945 zapustil in se odpeljal na Koroško. Oblast je prepovedala vsako cerkveno svečanost. Predsednik komisije za verska vprašanja Boris Kocijančič je škofu Antonu Vovku dejal: škof Rožman je vojni zločinec, pravnomočno obsojen, kazen mu ni bila amnestirana ali drugače spremenjena in zaradi tega bomo smatrali vsako počastitev, ki bo kakorkoli zvezana z imenom dr. Rožmana,
za demonstracijo in jo bomo tudi kot tako obravnavali. Po slovesni zadušnici, ki jo je v Clevelandski stolnici vodil tamkajšnji pomožni škof John Kroll in pogrebnimi slovesnostmi, ki jih je vodil nekdanji apostolski nuncij v Beogradu nadškof Joseph Patrick Harley, so Rožmanovo truplo prepeljali v Lemont pri Chicagu in ga 23. novembra 1959 položili v počitku na tamkajšnje frančiškansko pokopališče. Šele po 54 letih in potem, ko je bil proces razveljavljen leta 2009, je cerkev organizirala prenos njegovih posmrtnih ostankov v ljubljansko škofijo. Sam je želel, da bi bil pokopan na domačih tleh. V ljubljanski stolnici je bil slovesno pokopan 13. aprila 2013, maševal je ljubljanski škof dr. Anton Stres. Čeprav je bila redko katera oseba v novejši slovenski zgodovini predmet takih nasprotij in hkrati tako številnih laži in podtikavanj kot dr. Gregorij Rožman, prekopu ni skoraj nihče nasprotoval. Splošno mnenje je bilo, da je to pietetno dejanje. To pa ne pomeni, da se je kljub trdnim dokazom, da je bila obtožnica na procesu avgusta 1946 skonstruirana in da za obsodbo ni bilo nobene podlage, mnenje o škofu Rožmanu bistveno spremenilo. K neresnični podobi škofa Rožmana niso prispevali samo članki v rumenem tisku, temveč prav tako prispevki iz peres zgodovinarjev in publicistov, ki se imajo za verodostojne, ki pa Rožmana praktično še vedno prikazujejo v tradiciji prejšnjega režimskega zgodovinopisja. O tem Rožmanovem procesu smo izdali takrat leta 2009 obširno knjigo s vsemi dokumenti med sodbo sodišča in sodbo vesti, to je ta debela knjiga, ki je pred nami. Dne 21. avgusta 1946 se je začel eden najvažnejših povojnih procesov v Sloveniji, vsekakor najvažnejši za cerkev na Slovenskem, ker je v tem procesu med drugim tako imenovana ljudska oblast skušala moralno uničiti najvidnejšega predstavnika cerkve in s tem indirektno slovensko-katoliško cerkev. Škofom Rožmanom je namreč sedela na zatožni klopi celotna slovenska katoliška cerkev, ki je po koncu vojne bila še edina organizirana sila zunaj komunistične partije in je kot taka ovirala partijo pri njenem projektu prevzema oblasti. Redko proces ima pridevek Rupnikov proces ali celo Rožmanov proces. Dne 30. avgusta je bila razglašena sodba. Sojeno je bilo 6 obtoženim, namreč poleg Rožmanov tudi predsedniku pokrajinske uprave v Ljubljani med nemško okupacijo Levnu Rupniku, višjemu policijskemu in SS vodji generalu Ervinu Rösenerju, jugoslovanskemu podpolkovniku Miško Vizjaku in bivšemu upravniku policije dr. Lovru Hacinu. Pa seveda v odsotnosti ne samo Rožmanu, temveč tudi ministru vlade v begunstvu dr. Mihi Kreku. Proces je bil pred vojaškim sodiščem 4. armije. Senatu je predsedoval kapetan dr. Heli Modic. Sodniki prisedniki pa so bili podpolkovnik Milan Lah in major Alojzij Grčar, poročnik Janez Lotrič, ta zadnji je bil tajnik sodišča. Za obtožbo sta zastopala zastopnik vojaškega tožilstva kapetan Marjan Vivoda in njegov pomočnik dr. Viktor Damjan. Po službeni dolžnosti je prevzel
dr. Alojzij Vrtačnik Rožmanovo obrambo. Rožman je bil v odsotnosti obsojen na 18 let odzema prostosti s prisilnim delom in izgubo državljanskih pravic za dobo 10 let, seveda po prestani kazni, in na zaplembo premoženja. Po pritožbi od Vrhovnega sodišča pa še na odvzem državljanstva, izgubo političnih in državljanskih pravic pa so mu znižali na 5 let. Kako lahko mu vzamejo državljanske pravice, če so mu vzeli državljanstvo, tega seveda niso razložili. Sodišče je kolektivno obtoževalo zelo raznoliko skupino ljudi za delovanje protikomunistične strani med vojno in kar povprek in pavšalno bremenilo vse obtožence z isto krivdo, ne da bi te splošne trditve sploh podrobno razložilo ali konkretiziralo. Obtožene osebe niso bile obtožene kakega posebnega, določenega, konkretnega, skupno zgrešenega dejanja, kar bi bil lahko razlog za tako skupinsko obtožbo. Enako kot besedilo obtožnice, ki sprva vsem obtožencem v enakem obsegu pripisuje pavšalne obtožbe, je tudi nenavadna sestava udeležencev na zatožni klopi služila za prikaz najrazličnejših načinov izdaje v času nemške in italijanske okupacije, ter jih ovrednoti za enake nizkotne zločine. Gre za skupinski proces, s katerim je oblast skušala doseči, da je bila krivda neobremenjenim obtožencem in tistim, katerim je bila krivda težje dokazljiva, podobno ovrednotena in izenačena s tistimi obtoženci, katerih krivda je bila težka in nedvomna. Na eni strani imamo Miha Kreka, ki je bil ves čas vojne na strani zahodnih zaveznikov, na drugi strani pa imamo SS generala Erwina Rösenerja, o katerem ni potrebno kaj dosti povedati, ker dokumenti seveda kažejo svoje. Vsako sodišče bi ga obsodilo za njegova zločinska dejanja. Povsem nemogoče je najti tudi najmanjšega skupnega imenovalca. Namen pa postane seveda jasen, senca krivde naj pade tudi na nedolžne. Do konca procesa ne postane jasno, kakšne vojne zločine nad slovenskim narodom bi Rožman naj izvršil, koga naj bi ubijal, katere ranjence naj bi izročal okupatorju, koga bi naj zapiral, mučil ali odvajal v koncentracijska taborišča, kje naj bi požigal, ropal, uničeval imovino, posiljeval, celo prisilno mobiliziral, čeprav ga je obtožnica, čeprav je bil obsojen zaradi vsega tega. Kako bi naj to vse delal cerkveni dostojanstvenik, ki ni imel nobene javne službe, torej tudi nobene polnomoči ali odgovornosti v tej smeri. Sodba nadaljuje, da so obtoženi, torej tudi Škof, zakrivili še druge vojne zločine, ki jih pa menda po mnenju sodišča ni bilo treba niti imenovati. Sodišče se z dokazovanjem sploh ni ukvarjalo. Sojenje je bilo absolutno politično motivirano. Sama sodba kaže, da sploh ni bil namen sodišča resno ugotoviti krivdo obtoženih. Zelo različni ljudje, ki pravzaprav niso skupno delovali, so sedeli skupaj na obtožni klopi in bili obsojeni kolektivno, da so skupno, citiram, izvršili neštete vojne zločine nad slovenskim narodom, ubijanje in izročanje ranjencev okupatorjev, umore in pokole, zapiranja, mučenja, odvajanja v koncentracijska taborišča in na prisilno delo v korist okupatorja, prisilno mobilizacijo, požige, ropanje in uničevanja javne in privatne imovine, posilstva in druge vojne zločine,
česa nosijo odgovornost za smrt in trpljenje na 10.000 mož, žena in otrok. Konec citata. V drugem delu obtožnice sledijo za vsakega posameznega obtoženca konkretni očitki brez medsebojne povezanosti. V Rožmanovem primeru tožilstvo ni predložilo za nobeno od 13 točk obtožnice verodostojnih dokazov. Škof Rožman je bil sojen po revolucionarnem pravu, kar je seveda pomenilo, da sodišče ni upoštevalo, da v letih 41 do 45 ni šlo zgolj za osvobodilni boj proti okupatorju, ampak da je bila revolucija in kot posledica tega državljanska vojna. V primeru Rožman ni prišlo zgolj do kršitev kazenskega postopka, sodba je bila tudi vsebinsko sporna. Delno so se Rožmanu očitale celo popolnoma zakonite zadeve, kot naprimer to, da je nastavil v vojaških edinicah domobrancev vojne korate, kar je bilo po vsem svetu seveda nekaj povsem normalnega in običajnega. Ves čas razprave je tožilstvo skušalo diskreditirati politiko zahodnih zaveznikov, da bi posebno seveda Velike Britanije, da bi s tem povečali vlogo Sovjetske zveze za osvoboditev Jugoslavije. O tem je poročal tudi namestnik angleškega konzula v Ljubljani Kay. Občinstvo v dvorani je bilo skrbno izbrano, zelo premišljeno so razdelili stopnice po pomembnejših mestih in sicer v več izmenah. Ljudje naj bi dobili vtis, da je proces nepristranski. Na sodiščih naj bi zagotovili primerno razpoloženjsko ozadje in časopisom nudili živo gradivo za poročila o domnevnem ogorčenju prebivalstva. Že pred razpravo se je kršil sodni postopek. Prvič, ker je Rožmanu sodilo vojaško sodišče, čeprav je bil civilna oseba. Sicer je bilo po zakonu o ureditvi pristojnosti vojaških sodišč jugoslovanske armade mogoče na podlagi posebne odločbe, ki je lahko izdalo Vrhovno vojaško sodišče, na predlog vojaškega tožilstva tudi civilne osebe postaviti pred vojaško sodišče, vendar take odločbe Vrhovno vojaško sodišče za Rožmana ni izdalo. To se pravi, da je vojaško sodišče za Rožmana ni bilo pristojno. Drugič, zakon je za zločinstva, zaradi katerih je bila na sodišču vložena obtožnica proti škofu Rožmanu, pa tudi proti Mihi Kreku, predpisoval tudi smrtno kazen. Po zakoniku o sodnem kazenskem postopanju bi v takih primerih morala obtožba slediti preiskavi, preiskava pa sploh ni bila izpeljana. Tretjič, obtožnica Rožmanu ni bila izročena, čeprav je imel pravico do ugovora, tako ni dobil možnosti ugovora in se tudi ni mogel pripraviti na obrambo, kar je prav tako bistvena kršitev kazenskega postopka. Četrtič, Rožman tudi ni dobil poziva na glavno razpravo, ki bi po določbi moral biti dostavljen najpozneje 8 dni pred razpravo. Branilec mu je bil določen šele 13. avgusta 1946 in dan pozneje je bila izdana odredba o razpisu razprave za 21. avgust, kar pomeni, da dr. Vrtačnik ni prijel vabila pravočasno in zato ni imel primernega časa za pripravo obrambe. Seveda tudi ni imel časa obvestiti obtoženega Rožmana, ki je v tem času živel v škofijski palači v Celovcu. Sicer Rožmanov naslov sodišču formalno ni bil znan, vendar je Udba natančno vedela, kje se Rožman nahaja. Že 7. julija 1945 jugoslovanski predstavnik v Londonu Ljubo Leontič
posredoval seznam z imeni tistih, katerih izročitev je Jugoslavija zahtevala, in na seznamu je pod številko 57, seznam je vseboval 75 imen, navedeno tudi ime ljubljanskega škofa. Jugoslavija je to zahtevo vedno znova ponavljala, dokler ni škof Rožman v spremstvu sarajevskega škofa Šarića z ameriško pomočjo zapustil angleško cono. Iz poročila agentov UDBE pa je razvidno, da je UDBA bila obveščena domala v vsakem koraku, ki ga je naredil Rožman na Koroškem. Torej bi se oblast lahko potrudila in vsaj formalno zadostila veljavnim določbam in izročila povabilo za proces. Tudi če Rožman ni nastopil na sodišču, bi seveda dobil priložnost, da bi odgovoril na obtožne točke. Tako pa je zadevo zasledoval samo po radiju in imel šele takrat možnost napisati svoj zagovor v nemškem jeziku, ki je pozneje po Jagodicevem prevodu izšel v zborniku Svobode Slovenije. Tako originalni tekst kot tudi prevod sta v tej knjigi navedena. Petič. Prejšnji generalni javni tožilec Anton Drobnič je zastopal mnenje, da tudi zaradi odsotnosti obtoženca razprava ni bila dopustna, ker je bilo sojenje odsotnosti po zakonu samo v izjemnih primerih možno, vendar sodišče kakega izjemnega primera ni ugotovilo. Sodišče sploh ni upoštevalo dejstva, da je škof Rožman pomagal neštetim ljudem, ki so pri njem iskali pomoč. Prav to pa je bil vzrok za njegove stike z okupatorjem. Njegovo delovanje med vojno je sploh samo razumljivo pod vidikom njegovih intervencij za pregnane duhovnike, talce, zapornike, internirance, jude. Rožman je bil, in to kaže njegovo celotno delovanje od prvega trenutka, ko je postal škof, v prvi vrsti dušni pastir. Če je pomagal ljudem, če ni hotel pustiti svojih fantov na sledijo pred domobransko prisego in je z njimi ob odsotnosti nemških vojakov celebriral mašo. Rožman je bil povsem, kar nam je znano, globoko prepričan, da bodo zavezniki zmagali, da pa bo nemški poraz odločen drugje in ne v Sloveniji. Zato je menil, da nasilni upor ljudstva ni prava pot. Izval bi samo nepotrebne žrtve. Hotel je, da slovenski narod, in to v polni zavesti, da ga Nemci in Italijani želijo uničiti, s čim manj žrtvami premosti vojno. Prav tako prepričan pa je bil tudi, da je komunizem še večje zlo kot nacizem in fašizem. Trdil je, da bosta fašizem in nacizem premagana, komunizem pa, če bo prišel na vlado, bo dolgo ostal. Zgodovina mu je dala prav. Okrožno sodišče v Ljubljani je trikrat, leta 96, 98 in 2003, zavrnilo revizijo procesa s podobnimi argumenti kot revolucionarno sodišče leta 1946. Enačilo je boj proti komunizmu s prostovoljno kolaboracijo. Zavračalo je nove dokaze, nova zgodovinska dela in ekspertize in utemeljevalo svoje ugotovitve na ugotovitvah komunističnega zgodovinopisja, ki ne samo, da s zgodovinopisjem kot znanstveno vedo nima nič skupnega, temveč je služilo kot propagandno orodje komunističnemu režimu. Škoda pa je, da v dolgih letih po osamosvojitvi ni prišlo do obnove kazenskega postopka, kar je sicer bil namen generalnega državnega tožilca Antona Drobniča, ki je leta 1995, konec decembra, vložil zahtevo. Predložil je nova dejstva in dokaze, in sicer glede vseh 13 točk, ki ne bi sestavljala podlago za sodbo. Čeprav je bilo leta 1946 na voljo še veliko še živečih prič in so obstajali dokumenti, ki bi lahko pričali o tem,
da se je Rožman v nasprotju s trditvami obtožnice zavzemal za bolj človeško ravnanje s prebivalstvom in posredoval za izpustitev zaprtih talcev in internirancev oziroma vsaj za omilitev kazni, sodišče tega sploh ni upoštevalo. Kako težko se je odločil, da gre k njim, je opisal njegov tajnik, okupatorjem, seveda tajnik Stanislav Lenič, poznejši ljubljanski pomožni škof. Citiram, morda bi bilo res najboljše, da bi pretrgal vsake zveze z Italijani. Velikokrat na to mislim, da bi javno nastopil v stolnici in obsodil vse njihove krivice. Pa spet pomislim na potoke solz, ki jih matere in žene pri meni prelijejo, ko me prosijo za intervencijo in ne morem. Če enkrat pretrgam, potem bo vsaka intervencija zastonj. Veliko ljudi ga je prosilo, da intervenira za njih oziroma za njihove bližnje. Včasih je bilo pri škofu zaradi tega kar 50 oseb na dan. Intervenirajo je za vsakogar, ne glede na njegovo politično prepričanje, tudi za komuniste. Obsojal je komunizem, ampak pomagal je komunistom. Najbolj znana sta primera Toneta in Vide Tomšič. Do danes smo našteli 1318 intervencij za 1210 znanih ljudi, imena nekaterih pa so na mikrofilmih dokumentov nečitljivi. V tej številki moramo prišteti še intervencije za različne skupine, deportirane v Srbijo, na Hrvaško in v Nemčijo, begunce, primorce, pravoslavne Srbe, Jude, talce, prebivalce različnih vasi, zapornike, na smrt obsojene, naprimer za obsojence na tržaškem procesu in v preserskem procesu v marcu 1942, internirance, predvsem tudi na Rabu, duhovnike, več kot 350, oficirje, otroke, za 1700 otrok. Za večino teh skupin število oseb ni znano. Pri skupinah, pa za katere vemo število, pridemo do skupaj 2495. V tej številki pa moramo prišteti pa še nekaj 100 oseb. Škofova beseda je vsaj na začetku italijanske okupacije nekaj zalegla, kmalu pa so Italijani spoznali, da se je zavzemal za vsakogar, ne glede na njegovo politično prepričanje. Mnogokrat, predvsem na začetku italijanske okupacije, je bil uspešen. Ohranjeno je na primer sporočilo Gastona Gambare, komandanta 11. armadnega zbora, da je bilo po Rožmanovi intervenciji izpuščenih 122 internirancev. Senat okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je leta 1996 zavrnil obnovo procesa, pa je argumentiral, da škofovih intervencij ne more upoštevati, ker je to, citiram, ravnanje, ki se od vrhovnega cerkvenega poglavarja tudi pričakuje. Češ, ker mora cerkveni predstojnik ravnati človeško, se mu njegova pomoč ne more šteti v prid. 10 let potem, ko je generalna državna tožilka Zdenka Cerar takoj po svojem nastopu zahtevo za varstvo zakonitosti, ki je vložil Drobnič 6. novembra 1998, umaknila z nepravnim argumentom, da ni v interesu države, je okrožno sodišče v Ljubljani ustavilo kazenski postopek zoper doktorja Gregorja Rožmana, analogno pa tudi zoper doktor Miho Kreka, torej bivšega ministra jugoslovanske vlade v migraciji. Okrožno sodišče je moralo o zadevi odločati, ker je Vrhovno sodišče v Ljubljani oktobra 2007 ugodilo drugi zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je 31. decembra 2005 vložil ljubljanski nadškof Alojz Uran zaradi kršitve določb kazenskega postopka in kršitve kazenskega zakona in zadevo vrnila okrožnemu sodišču novo sojenje. Medtem je bila namreč v toliko spremenjena zakonodaja,
to je bilo delo profesorja Šturma, ki je bil takrat pravosodni minister, da so za duhovnike in redovnike registriranih verskih skupnosti lahko vložili zahtevo za varstvo zakonitosti tudi zakoniti zastopniki njihovih registriranih verskih skupnosti. Vrhovno sodišče je razveljavilo sodbo, ker vojaško sodišče ni bilo pristojno za škofa Rožmana, ker mu je bilo sojeno odsotnosti in je bila s tem kršena pravica do obrambe. In ker niso bili upoštevani dokumenti in priče škofov dobro. Tako je na primer sodišče leta 1946 zavrnilo izjavo matere Toneta Tomšiča, ker bi lahko kvarila celotno podobo, ki jo je prikazala obtožnica. Predlog, da bi zaslišali pričo, ki bi se sklicevala na ime slavnega padlega heroja Toneta Tomšiča, citiram seveda, naj bi bil neprimeren, ker bi s tem žalili najgloblje občutke slovenskega naroda. Škof Rožman torej ni imel možnosti se učinkovito braniti pred sodiščem. Če okrožno sodišče ne bi sprejelo sklepa, bi zadeva čez nekaj mesecev zastarala. Odločitev sodišča je pozitivna, že zato, ker je vsaka sodba, ki ni bila izpeljana po pravnih normah, sramota za pravno državo. Se demokratični svet gradi na spoštovanju pravnih temeljev in človekovih pravic. Torej je spoštovanje teh v interesu države. To pomeni med drugim tudi, da ima vsak obtoženec pravico do postopka, ki je voden po pravnih normah. Žal številni montirani procesi iz časa komunističnega režima ob ustanovitvi samostojne Slovenije niso bili v celoti razveljavljeni, prepuščeno je bilo posameznikom oziroma njihovim pravnim naslednikom, da se borijo za svojo pravico. Hvala lepa. Torej, dr. Tamara Griser se je z dr. Rožmanom ukvarjala znanstveno na podlagi zgodovinskih dokumentov. Moje ukvarjanje z Rožmanom ima pa nekoliko drugačno naravo. Namreč, dobro, jaz sem za njega že skozi kot otrok vedel in tako naprej in tako nazaj, ampak vendar so me pa pri njemu zelo pritegovale določene stvari. Zlasti me zanimalo, kakšen je bil on kot človek. In ko sem prišel v Ljubljano študirati na sredi 60-ih let, sem se začel srečevati in družiti z Zarjani, to se pravi s krščanskimi socialci. Mislim, da so danes enega izmed zadnjih izmed njih, ena za stanovnika pokopal. Torej, zelo zanimivi ljudje in omenil bom dr. Cevca, mojega profesorja Grafenauerja, Staneta Gabrovca in še nekatere, katerih se ta moment ne spomnim. Zanimalo me je predvsem to, kako so oni kot katoličani, pa tudi kot simpatizerji ali pa celo aktivni udeleženci partizanskega gibanja gledali na Rožmana. No in pri tem je prišlo do zanimivih spoznanj. Njihova ocena je bila dokaj enotna v tem, da škof Rožman je bil človek, ki je bil premehak in da so na njega lahko mnogi vplivali. Tako sem ne enkrat slišal reproducirano pripovedovanje Frana Savinškega Finžgarja, ki je škofa Rožmana že popolnoma prepričal, da stopi na OF, na stran OF, potem so pa drugi pa se ga obrnili. To se pravi, gre za zanimivo osebnost, ki je seveda vredna pisateljskega obdelave, ne pa moja zgodovinarska, ampak vendar je to dejstvo, ki je treba upoštevati. Če govorimo o človeku, gledamo človeka kot kompleksnega, torej tako kot je že Renato rekel od začetku, noben ni brez greha. Poudaril bi na to, da profesor Pleterski, ki je bil zadnji na tem svetu, ki je imel kakršne koli simpatije za katoliško cerkev, je na enem izmed svojih predavanj v Slovenski matici
izrecno poudaril, da je škof Rožman profesorju Koblarju, in profesor Koblar je to v svojih spominih zapisal, da jim rekel, da nikoli ne bodo okupatorji zmagali, samo vprašanje, koliko časa bo to trajalo, pa da on v zmago okupacije nikoli ni verjel. Potem seveda me je zanimalo, kaj je pa zamera teh kristjanov, ki so bili blizu F do Rožmana. Se rekel predvsem, kar so kritizirali, je bila katoliška akcija. Se rekel, kaj pa on osebno, ne, on osebno pa ne, ampak preveč je bil pod raznimi vplivi in se ni znal pravilno opredeliti. No dobro, to danes je lahko govor za nazaj, ampak seveda situacija pa drugačna. Naprimer, ko sem še zahajal precej v Dobropolje, so mi tamkajšnji ljudje, kmetje navadni, pripovedovali, kako je škof Rožman po napadu Hitlerja na Sovjetsko zvezo, ko so štajerski komunisti z Maribora pribežali v Ljubljano, jih je 12 ali 13 teh komunistov, ki so prišli prositi za pomoč in zaščito, Rožman poslal v Dobropolje, tamkajšnjemu župniku, in so tam ljudje za njih skrbeli. Ti ljudje, za katere so tamkajšnji domačini skrbeli, so potem postali pravzaprav ta Dobropolje, kot veste, to je ena najbolj krščansko-socialnih vasi, nekaj izjemnega, zasluži monografijo. Žal mi ni to uspelo v življenju, čeprav sem si to zelo želel, ampak to je najbolj krščansko-socialna vas, bila tudi najdlej nadgradila Krekov nauk, najbolj moderni pristop je imel, no in ti ljudje v tej vasi so podpirali, vas je bila krščansko-socialna, so podpirali te komuniste, ki so potem pa leta 1942 začela revolucija in so mnogi pod njihovimi streli tudi padali. Naslednji moment, ki me je začel pritegovati v zvezi z Rožmanom, je bilo pravzaprav njegov odnos do partizanstva. Poznamo eno plat, ampak poznamo seveda pa tudi drugo plat. In ta plat, ki me je posebej pritegnila, je bila namreč ta, kar je nedavno zapisal tudi dr. Vodopivc v svoji knjigi o zgodovini Slovencev. Dr. Vodopivc pa ni kdorkoli, on je bil le sodelavec dr. Metoda Mikuža in sta bila tudi osebna, sta se dobro razumela in tudi sicer je dr. Vodopivc ve veliko stvari, ki jih drugi ne vemo. Zapisal v svoji knjigi, da je šel Metod Mikuž v partizane z vednostjo in celo lahko z nalogo, ne pa proti njegovi volji. To pomeni, da je on hotel poskrbeti, da bi tudi partizani imeli vojnega kurata. Poslal je za njim tudi kovček z vojaško-duhovniško opremo, da je Mikuž lahko tam maševal in tako naprej. Torej, ta moment se mi zdi preveč prezrt, v našem zgodovinopisju sploh ga ne omenjajo, in potem se je seveda postavilo širše vprašanje v zvezi z škofom Rožman in s partizanstvom. Namreč vi veste, ali pa se večina od vas ve, da je bil potem škof, da je bil potem Metod Mikuž kot duhovnik suspendiran, vendar mu je bil suspens kmalu ukinjen in je on lahko potem maševal kot normalen duhovnik. To pa je zanimivo, da je o tem pa v cerkvenih dokumentih, dokumenta v škofijskem arhivu o tem ni. Baje, to, sem uspel zvedeti, je to Metodu Mikužu posredoval pretarski prior. To obvestilo, da mu je Rožman ukinil suspens in da bi to bilo res, bo potrebovalo tudi to, ko so leta 1945 partizani vkorakali v Ljubljano, je imel Mikuž tam našo zadušnico, že omenjeni generalni vikar Nadrah mu ni hotel tega dovolj, nekar mu je povedal Mikuž, da je bil suspens ukinjen, da on ima tam pravico maševati in je opravil črno mašo za padle partizane v spomnici. Ta maša je tudi filmana, kot študenti je tudi gledali kot dokumentarni film. No, potem je pa sreča nanesla,
da sem se pogovarjal še z novomeškim kanonikom Ilcem. Tako veste, gre za uglednega duhovnika, doma iz Ilci so seveda Ribenčani. In ta kanonik Ilc mi je pripovedoval, kako je postal generalni vikar za Belo krajino. Je rekel, sklical nas je tam po nalogu Kidriča nek politkomisar in nam je povedal, da po Kidriču pošilja ukaz, škof Rožman pošilja ukaz, da naj predlagajo 3 duhovnike, ki jih bo potem škof Rožman, enega izmed njih imenoval za generalnega vikarja za Belo krajino, da bo lahko birmal tamkajšnje otroke. To je bilo leta 1944. Zanimivo je, da je Ilc rekel, zbrali so 3 in rekel, med njimi sem bil jaz potem imenovan za generalnega vikarja za Belo krajino in so potem pač kot generalni vikar upravljal določene funkcije. Zanimivo je, da tudi tega dokumenta, kolikor res vem, ni v škofijskem arhivu. Ampak vendar ve pa se, tudi partizani, tudi da je takrat je bil še župnik, da ste novomeški kanonik, Ilc dejansko po nalogu škofa Rožmana opravljal posle generalnega vikarja. In to seveda se postavlja vprašanje, dokdaj je škof Rožman imel zveze s partizani. Mi vemo seveda za čas nekje do leta 1943, ko je to zvezo vzdrževal Stane Mikuš, kdo je pa prosim? To je bil brat od Metoda Mikuža, ki je profesor umetnostne zgodovine v mojem času. Kdo je bil potem pa, jaz ne vem, ampak očitno je ta zveza obstajala praktično vse do konca druge svetovne vojne. In v tem pravzaprav, mislim, da Tamara, ti tudi nisi našla dokumentov, je pa to dejstvo, to so pričevanja o tem in zato pravim, da je Rožman še vedno, saj za mene, velika skrivnost. No, računal sem pa potem, da se bodo zadeve po osamosvojitvi nekoliko spremenile, namreč dr. Darko Friš, zdaj dekan Filozofske fakultete v Mariboru, je pri objavi korespondence patra Kazimira Zakrajška noter navedel podatek, je naveden podatek, da je škof Rožman leta 1941 naročil patru Kazimirju Zakrajšku, on je bil ameriški državljan, in ko je odhajal v Ameriko, mu je Rožman naročil, naj v Ameriki propagira za samostojno slovensko državo. To je en fantastičen podatek, ki je preverjen še na drugih koncih in tudi drži. In bi pravzaprav tudi v tej plati zaslužil seveda škof Rožman poglobljene študije, kakšen je bil njegov odnos do slovenstva. Rad bi vas opozoril tle, da sta bila oba skupaj z Erlichom koroška Slovenca in da sta bila tudi zelo različna, ampak na drugi strani pa spet zelo intimna prijatelja. In spet kaže seveda na eno verjetnost, da je Rožman imel neke politične ideje, da bi bila Slovenija samostojna država, ampak vendar kaj več o tem zaenkrat še tudi ne vemo. Skratka, končujem z mislijo, da bo treba še ogromno takih drobnih vesti prebrati in potem videti pravzaprav, kakšne so zadeve bile v resnici. Lahko je sode danes za nazaj, ampak veste, to so bili drugačni časi, drugačni ljudje. Bom končal sem z enim primerom. Še danes pravzaprav poslušamo, zlasti iz zgodovinarjev, kako je bil ljubljanski župan Adlešič narodni izdajalec, ker je šel na Vrhniko pozdraviti Italijane in da jim je nesel ključ Ljubljane in tako naprej. Torej, župan Adlešič je eden izmed največjih ljubljanskih županov, v to neprimerno večji kot sedanji Janković. Mogoče bi bil takoj za hribanjem. Ampak pogledajte, to je bila navada vse, če gledate, od najstarejših časov imamo enako pričevanje. Ko je Napoleonova vojska osvojila Ljubljano leta 1809, je šel tudi ljubljanski župan sprejet na začetek Ljubljane francoske vojake in jih prosil za milost in tako naprej. Namreč takrat so imeli posvetni, tudi cerkveni, dostojanstveni nalogo, da kar največji možni meri zaščitijo civilno prebivalstvo. To je bila njihova naloga poslanstva, to ni nobena izdaja, ampak
danes to dopovedati, da so pač različne kulture, da lahko je govoriti, lahko je pa, če nimaš odgovornosti, če imaš pa odgovornost do ljudi, so seveda pa situacije drugačne. In smatram, da pravzaprav poglavje o škofu Rožmanu še daleč ni zaprto, še danes pravzaprav marsikaj ne vemo in upajmo, da bodo le še prišli na dan kakšni dokumenti, mogoče z ameriških arhivov, z angliških, kolikor sem uspel zvedeti od kolegic, ki sta delali v angliških arhivih. Tam ne pričakujem kaj, ampak pričakujem pa seveda, da se bo pa kaj našlo v ameriških arhivih. Tako da osebno mislim, da je tle zgodba še daljši, zaprta, ni enostranska, predvsem pa seveda treba biti ideološko razbremenjen in videti stvari take, kot so. Gotovo je dejstvo, da ti njegove stike s partizani so obstajali, drugič, da je on tja tudi skrbel za duhovno skrbo partizanov, da je skrbel za duhovno skrbo civilnega prebivalstva na osvobojenem ozemlju in tretji seveda je tudi vsaj v določenem momentu podpiral idejo samostojne slovenske države. Spoštovani, lep večer tudi v mojem imenu. Iztegnjena roka generala Leona Rupnika v pozdrav zmagoviti Nemčiji in blagoslovljen pogled škofa Gregorija Rožmana. Leon Rupnik na fotografiji z nemškim SS-ovskim generalom Erwinom Rösenerjem in ljubljanskim škofom Gregorijem Rožmanom. Leon Rupnik ob škofu Rožmanu in še enem od obsojenih generalov SS-ov Erwinom Rösenerjem, Leon Rupnik, Erwin Rösener in škof Gregorij Rožman na paradi o prisegi slovenskega domobranstva januarja 1945 v Ljubljani. To je samo nekaj podnaslovov k fotografijam, ki so bile letos januarja ob razveseljevitvi sodbe Leona Rupnika objavljene v osrednjih slovenskih medijih. Čeprav razveseljevitev sodbe ni imela nič opraviti s škofom Rožmanom, razen seveda, da sta bila tako Rupnik kot Rožman obsojena na montiranem političnem povojnem procesu, so režimski mediji poskrbeli za ohranitev dobro igrane in že 70 let trajajoče gonje proti nekaterim najvidnejšim Slovencem, ki se so uklanili komunističnemu terorju. Glede na navedeno nas seveda ne more pretirano čuditi, da v slovenskem biografskem leksikonu danes preberemo, da je Slovenska ljudska stranka ob začetku druge svetovne vojne, navajam, postala sestavni del novega slovenskega klerofašizma, ki je okrepljen s katoliško akcijo napovedoval vojno vsem naprednim in pozitivnim silam slovenskem narodu. Tako je razumljivo, da srečamo vodstvo in Rožmana kmalu po okupaciji med prvaki slovenske kontrarevolucije, med katerimi je Rožman, kakor ga bremenijo spisi vojaškega sodišča, vodil izdajalsko dejavnost in služil okupatorju pri prizadevanju njegovega načrtnega iztrebljanja in raznarodovanja slovenskega naroda in dušenja osvobodilne borbe. Potem takem je Rožmanova krivda subjektivna ali objektivna, kar je za razvoj dogodkov med NOB postranskega pomena v tem, da se je ob veliki revolucionarni prelomnici v zgodovini slovenskega naroda obrnil k reakciji in kontrarevoluciji in ena stran velikanske večine Slovencev, kar bi bil za časa in po pogoju okupaciji NOB-ja kot Slovenec moral storiti. Avtor tega zapisa o škofu dr. Gregoriju Rožmanu v leksikonu, ki je še danes temeljno slovensko biografsko referenčno delo o pomembnih osebnostih, ki so oblikovali kulturo in zgodovino slovenskega naroda, kot je navedeno na spletni strani samega leksikona, je Metod Mikuš, ki je že skoraj 40 let pokojen. Saj ne, da bi si kaj domišljala, to, da ko sem novembra ob spominski slovesnosti ob 60-letnici smrti škofa Rožmana opozorila na ta zapis, sem vseeno potihem upala, da se bo morda vendarle našel kakšen nadebuden sodelavec slovenskega biografskega leksikona, ki bi se mu zdelo pomembno, da ta ideološki umotvor zgodovinsko korektno popravi. Znotraj slovenskega biografskega leksikona so Mikužu, nekdanjemu duhovniku in enemu od pomembnejših utemeljitev povojne uradne in ideološke slovenske zgodovine oziroma zgodovinopisja, sicer zaupilo predstavitev še enega danes že omenjenega moža, povezana z zgodovino našega naroda v času njegove največje preizkušnje.
o možu, Primorcu, iz tukajšnjih bližnjih krajev, Leonu Rupniku, ki je, preden so ga pokosile krogle strijelskega voda, še uspel zaklicati, naj živi slovenski narod, zapisal. Ker je bila NOB že od začetka tudi ljudska revolucija, Rupnikovega delovanja ne moremo šteti kot kvizliško, pač pa je bil Rupnik pravi kontrarevolucionar, čeprav se je med italijansko okupacijo odinjal Italijanom, pod nemško pa Nemcem. Ob prebiranju takih zapisov vas verjetno prvi hip upravičeno, da ne bo pomote, prime sveta jeza in vas, češ, kako lahko kaj takega danes sploše, ki je piše. Škof Rožman je bil vendarle velik Slovenec in dober škof. Toda, ali je res v slovenski javnosti med ljudmi njegova podoba taka? Večinoma boste v forumih pod različnimi članki objavljenimi v spletnih medijih brali, da je bil narodni izdajalec, da je sodeloval z okupatorjem, bil prisoten o domovranski prisegi Hitlerju na Plečnikovem stadionu. Včasih še kdo navrže, da je kot kakšen strahopetec ob koncu vojne pobegnil iz domovine, kar naj bi še dodatno potrjevalo njegovo krivdo. Take objave oziroma komentarji dobijo presenetljivo veliko število všečkov in pritrjevanja. O tem smo se lahko zopet prepričali prav v začetku januarja. Bodimo iskreni, domobranska prisega in škofova prisotnost tam tudi med mnogimi verniki noriva nelagodje. Razlaga, da se je škof držal o ozadju in da je maševal pred prihodom nemških veljakov, pa nekako ne daje kakšne posebne tolažbe in ni prav pričljiva. Dejstvo je, da je bil tam, ko so bili tam tudi nemški oficiri. Tega ne more nihče zanikati, saj nas na to osrednji slovenski mediji vedno znova spominjajo s tisto znano fotografijo na bežigrajskem stadionu. Praktično vsakemu Slovencu v matični domovini vse v hipu, ko mu omenite Rožman ali domobransko prisego, pred očmi prikaže točno ta slika. Sploh je ni treba posebej kazati. Nič čudnega, da so nam to sliko vedno znova in znova prikazovali v vseh teh desetletjih. V vseh medijih, v vseh televizijskih posnetkih in v večini učbenikov zgodovine. Nazadnje letos januarja. Tej sliki ni mogel ubežati nihče. Našli boste celo ob člankih, ki škofa dr. Rožmana sploh ne omenjajo. Ampak vse ni treba, kaj ne? Slika pove več kot 1000 besed. In ta slika se nam je močno usedla v našo notranjost, to si moramo priznati. In ob njej se rado sprožijo prav tista čustva, ki jih je v nas vztrajno sadila komunistična oblast, danes pa njena kontinuiteta. Toda nekakšnega zoprnega občutka ne rojeva samo njegova prisotnost na prisegi. Tudi njegov odhod iz domovine tistega usodnega maja mnogi katoličani doživljajo z nelagodjem, češ res se je izneveril svojim vernikom in namesto, da bi ostal z njimi, jih bodril in če bilo treba, dal tudi življenje zanje, se je raje umaknil. Na naši strani, če lahko uporabim to dikcijo, so njegov odhod večkrat opričevali s tem, da naj bi ga ugrabili, da ni vedel, kam ga peljejo, da so ga v celovec spravili pod pretvezo. Tudi to pojasnilo se je zdelo bolj za lase privlečeno. Konec koncev, saj bi lahko prišel nazaj ali pa pravočasno ustavil avto. Zdi se, da skoraj nekoliko zavistno včasih pogledujemo Hrvatom in njihovemu blaženemu kardinalu Alojziju Stepinecu. Blagor Ninkar je ostal. Toda, ali ne pravi papež Frančišek, da morajo biti duhovniki še posebej blizu prav tistim, ki najbolj trpijo, tistim, ki so izgubili vse, kot so takrat slovenski begunci, domovino, dom, svoje najbližje. Ko torej tako premišljujemo o Rožmanu, si pač moramo priznati, da je 70-letna gonja proti škofu pustila vsled vsakem izmed nas, tudi med katoličani. Šele, ko si priznamo, da vsa ravnanja škofa vidimo in ocenjujemo skozi oči rdeče ideologije, ki je toliko desetletij obvladovala celoten slovenski prostor, ne le javen, pogosto tudi čisto zaseben, lahko začnemo na novo sestavljati podoba Rožmana. Prva stvar, ki jo bomo spoznali, je, da v škofu pravzaprav večinoma ne vemo nič drugega kot prav tisto, kar nam je skrbno izbrano servirala pretekla oblast in uradna zgodovina, ki so jo pisali zmagovalci. Kdo je torej bil škof dr. Gregorij Rožman? Vsekakor nikakor še narodni izdajalec in sodelavec okupatorja. Še kako dobro je namreč poznal nemški nacionalizem, saj ga je lahko v domačih krajih na Koroškem dodobra spoznal in občutil svoje mladosti. Pred njim se je moral, tako kot še en velik koroški slovenec dr. Lampret Erlich, kot zaveden slovenec ob koncu vojne, prve svetovne vojne, umakniti v Ljubljano, kjer se je z veliko vnemo in požrtvovalnosti razdajal za svoje rojake.
Seveda je bil njegov način delovanja drugačen, kot je bilo delovanje njegovega predhodnika, škofa dr. Jegliča ali pa dr. Erlicha, kar je bilo seveda razumljivo, saj so si bili po značaju popolnoma različni. Vsem pa je bila skupna skrb za slovenski narod. Škof Rožman je tako prepoznal in se močno angažiral v pastoralnem delu, kjer je skušal narediti kar največ dobrega za posameznika in celotno skupnost. V luči tega, da je svoje poslanstvo in poslanstvo svojih duhovnikov videl predvsem v duhovni oskrbi zaupanemu mu občestva, je spodbujal katoličane, da so oni tisti, ki morajo stopiti v javni, politični, gospodarski, kulturni prostor, ga svojim delom spreminjati, plemenititi in delati za skupno dobro, kot laiki. V tem je bila njegova podpora katoliški akciji. Leta 30 je tako pisal svojim duhovnikom, ko jih je spodbujal k ustanavljanju katoliške akcije v vseh župnijah. Vzgojite si sodelavce, ki bodo znali vplivati na javno mnenje v župniji, zagovarjati in braniti verske resnice. Kasneje, že v emigraciji, je bil še vedno trdno prepričan, da je bila katoliška akcija, kljub nekaterim začetniškim napakam, najboljše, kar je Slovenija v predvojnem času imela. Mimogrede, a ni zanimivo, kako je uspelo po vojni oblasti, pa tudi njeni kontinuiteti in celo nekaterim cerkvenim zgodovinarjem očrniti pred narodom tudi katoliško akcijo. Ključ za razumevanje tega sovraštva in negativne propagande je vedno isti. Vsi, ki so se uprli komunizmu in tisti, ki so hoteli revolucijo, so v učbenikih rdeče zgodovine in tisti, ki so hoteli revolucijo, so v učbenikih rdeče zgodovine dobili negativni predznak. To moramo vedno imeti pred očmi, ko iščemo resnico o dogajanju v Sloveniji pred, med in po vojni. Vedno znova se namreč izkaže, da totalitarizem vedno vse postavi na glavo. Dobro postane slabo in slabo dobro. Resnica postane laž in laž postane resnica. Toda vrnimo se škofu dr. Rožmanu. Vsem, ki so se obrnili njemu po pomoč, je želel pomagati. Pri tem ni delal nobenih razlik, ne enkrat se je zavzel, kot je bilo danes že večkrat omenjeno, tudi za komuniste in tiste, ki so simpatizirali s komunistično ideologijo. Čeprav je komunizem sam odločno in jasno obsojal, saj se zavedal, kakšno veliko nevarnost ta predstavlja za slovenski narod. Toda prepričan je bil, da mora biti skrb za posameznika vedno v ospredju, ne glede na njegovo prepričanje. Držal se je tega, kar je že pred vojno zapisal v pastoralne inštrukcije za ljubljansko škofijo. Navajam. Od sodelovanja s komunisti pa moramo seveda dobro razlikovati dušno-pastirsko skrb za vernike, ki so postali komunisti. Tudi njim moramo oznanjevati evangelij, tudi njih moramo ljubiti z nadnaravno ljubeznijo. Vse moramo storiti, da jih rešimo. Konec navedka. Med vojno je bil vztrajen s svojimi intervencijami za pregnane duhovnike, talce, zapornike, jude, internirance na Rabu, Gonarsu in drugod. Skozi dolgo vrsto let sem imela priliko opazovati škofovo dobro srce za vse, ne glede na njih prepričanje. Je hotela po vojni, v dobro škofo, pričati mati narodnega heroja Toneta Tomšiča, vendar je nova oblast tega ni dovolila. Kot ni dovolila pričati številnim, ki jim je pomagal in so hoteli to potrditi na sodišču. Njihovo pričevanje pač niso potrjevale podobe, ki so jo hoteli ustvariti o škofu Rožmanu v javnosti. Uničenje škofa je zanje pomenilo uničenje cerkve, kot še edine preostale opozicije zoper njihovo totalitarno oblast. Samo slutimo lahko, kako težko je, kakšno težko bitko je moral dr. Rožman bojevati sam s seboj ob začetku vojne in njenem nadaljevanju. Na eni strani matere in žene, ki so ga prihajale prositi za pomoč za zaprte in druge preganjene domače, na drugi strani okupator, ki je imel v svojih rokah vso moč. Danes je lahko pametovati, kako bi moral ravnati kot mariborski škof, ki v resnici ni imel nobene izbire. Saj ga je nemški okupator kaj hitro postavil na hladno. Nemški okupator je izgnal 80 000 Slovencev in v nemško vojsko mobiliziral več tisoč slovenskih fantov in mariborski škof pri tem ni mogel prav nič. Toda koliko življenj je rešil škof Rožman samo zato, ker se ni zaprl za zidove svoje škofije. Da si bomo lažje predstavljali, o čem govorimo. Ob nemški okupaciji je v nemške Gorenjske in Štajerske se je več kot 20 000 Slovencev iz tega dela v nekaj tednih zateklo v ljubljansko pokrajino.
da bi sebe in svoje družine rešili pred deportacijo, zaprtjem ali taboriščem. Med temi, ki so prihajali na to stran meje, so bili tudi številni Primorci, ki so se med obema vojnama pred fašističnim nasiljem zatekli na Štajersko, pa tudi Prekmurci. Za teh 20 000 ljudi je bilo treba poskrbeti in poiskati bivališča, urediti prehrano, pa tudi delo, kar brez soglasja okupacijske oblasti ne bi bilo mogoče izvesti. Naj povem še drugače. Glede na skupno število prebivalcev Ljubljanske pokrajine v času druge svetovne vojne je tistih 20 000 beguncev, ki so prebežali z nemške in madžarske okupacijske cone, primerljive z 132 000 ljudmi, ki bi danes v nekaj tednih prišli v Slovenijo. To je bilo tako, kot bi danes v Italijo v nekaj tednih prišlo več kot 4 milijone rojakov, ki bi tu iskali zatočišče pred preganjanjem. Že v mirnem času predstavljate izjemen logistični napor, kaj šele v času vojne, ko si prepuščena milost in nemilost okupacijske oblasti in njeni dobri volji, da kaj takega sploh dovoli. Očitati škofu Rožmanu sodelovanje z okupatorjem, češ, da njegovo sodelovanje kaže njegovo privrženost okupatorju, je zato največja sprevrženost in največja krivica, ki si jo lahko kdo dovoli. Ta sprevrženost je še toliko večja, če si jo privošči kakšen zgodovinar, ki je recimo še danes pri dokazovanju takšne trditve, kaže na izjavo o lojalnosti škofa novi ljubljanski oblasti, za katero je že zadnjih 30 let jasno, da je ponarejeno. Koliko ponižnosti in ljubezni do sočloveka ter slovenskega naroda je pravzaprav moral nositi v sebi škof, da je vedno znova in vztrajno na okupatorja naslavljal prošnje za rešitev zdaj tega, zdaj onega, pa tudi poguma, da je tega istega okupatorja opozarjal zaradi nedopustnega ravnanja z ljudmi. Toda, ko smo že pri neupravičenih očitku, velja nekaj besed, več nam žal čas ne dopušča, nameniti prav odnosu ne le škofa, temveč celotnega demokratičnega tabora do okupatorskih oblasti. Tu je komunizem prav tako naredil ogromno miselno škodo, saj je uspel popolnoma izničiti osnovni aksiom, ki velja v zgodovini, pa tudi na vseh drugih področjih. Posledica je vedno sledi vzroku. Nikoli ni najprej posledica, potem vzrok. Ne more biti drugače, oziroma je to lahko samo ideologija, ki zanika zdrav razum in logiko. Nam, ki smo se danes brali, seveda ni treba razlagati, vsaj upam, da demokratični tabor ni nikoli podpiral nacistov ali fašistov, saj to verjetno tu vsi vemo. Res je, toliko že moramo biti pošteni, da si priznamo, da se demokratični tabor v času vojne ni vedno najbolj odzival na to, kar se je dogajalo, in da je bil prepočasen v nekaterih odločitvah ali ravnanjih. Toda njegova odločitev, da ne grejo v frontalni napad z okupatorjem, ki je imel takrat absolutno prevlado v Evropi, temveč raje počakal na ugodnejši trenutek in tako zaščiti življenje ljudi, je bila pravilna. To nam potrjujejo podobna ravnanja vodstev okupiranih držav na severu, ki so konec vojne dočekale z relativno majhnimi žrtvami. Toda tam niso imeli male, toda odlično organizirane skupine, navajene delati v konspiraciji, ki je hotela revolucijo. Prav ta pri nas vse spremeni. Tega se moramo zavedati o presojanju vsakega, ampak res vsakega ravnanja škofa dr. Rožmana in vsega na demokratični strani. Že prej sem omenila domobransko prisego in škofovo prisotnost tam. Odločitev o tem, ali nam bo ob omenjeni sliki vedno znova nelagodno in bomo umolknili, ali pa bomo vendarle skušali tisti čas razumeti iz takratne perspektive in ne perspektive, kot nam jo že 70 let vseljuje komunistična dediščina, je seveda naša. Poskusimo se torej oživeti v tiste tedne, dneve pred prisego. Pred kakšno težko odločitvijo je takrat stalo domobransko vodstvo, pa tudi škof Rožman. Zvesti domovini, slovenski, ne okupatorski ali sovjetski, ki je prisegla zvestobo komunistična partija, so imeli na izbiro komunistično revolucijo, ki je hotela spremeniti narodni značaj in prevzeti oblast, ter je v ta namen načrtno izvajala teror nad slovenskim prebivalstvom. Prošnjo za pomoč proti takemu ravnanju pri tistem, ki jih je sicer okupiral, vendar je po njihovi oceni pomenil manjše zlo. Nihče, ampak res nihče ni verjel v zmago fašizma ali nacizma, oziroma jim je pač pravzaprav lahko edini pomagal, saj zaveznikov ni bilo še niti blizu,
ali pa popolno oddajo, pasivno čakanje na prepustitev naroda komunističnemu nasilju. Vsaka od ponujenih možnosti je bolj strašljiva, toda ob zavedanju, kakšno zlo prinaša komunizem, so stali tam, na tistem stadionu in izrekali besede. Besede, ki jim niso verjeli in se jim niso zaklinjali. Seveda bi verjetno škof dr. Rožman takrat lahko našel 1000 razlogov, zakaj ga ne bo tam. Toda predstavljam si, da je hotel na koncu fante, kot dobri pastir, ki ne zapusti svojih ovc, podpreti in biti ob strani, predvsem pa jim ne otegniti blagoslova. Meriti, ocenjevati tako škofa, kot domobrance zgolj po tem prisiljenem dogodku, je z vidika zgodovine in z vidika človeške usode ter življenja nedopustno. Zaradi česa so šli v boj in komu so bili zvesti, so slovenski fantje pokazali v svoji mučeniški smrti. Slovenci, ki so ob koncu vojne zapustili domovino, da bi rešili gola življenja, svojo zvestobo, ljubeznijo in neutrudnim delom za slovenstvom tam daleč, na oni strani oceana, kjer so sanjali samostojno Slovenijo. Škof Rožman, vsem svojim požrtvovalnim in pastirskim delom med in kasneje po vojni. Po svojem odhodu leta maja 1945 se je Rožman ves čas, vse do svoje smrti, razdajal kot potujoči misionar in škof. Ko so bili Slovenci prva povojna leta še v taboriščih v Italiji in Avstriji, jih je, kolikor je bilo le mogoče, obiskoval ter jih preko pastirskih pisem povezoval in krepil. Tudi slovenski begunci so se vedno v molitvi spominjali svojega škofa, mu posvetili 9-dnevnice, obeleževali njegov godovni dan in dan njegovega posvečenja ter mu tako pokazali svojo podporo, hvaležnost in zvestobo. Škof Rožman je prepovedal 1000 in 1000 kilometrov, da bi bil blizu slovenskim rojakom na tujem. Pozabil ni niti Kočevarje, za kar sem mu sama, kot potomka Kočevar, hvaležna, saj to njegovo gesto dojemam kot potrditev, da je bil tudi njih sprejel za svoje. V teh 10 letih na tujem, do svoje smrti, je imel 28 misijonov po vsej Ameriki. Napisal je ogromno pridig in pisem tolažbo o tem, ki so morali zaradi ljubezni do domovine v izgnanstvo. V različnih izseljenskih časopisih, Ameriški Slovenec, Amerikanski Slovenec, Svobodna Slovenija, Ave Marija Koledar, Ameriška domovina, je objavil okoli 600 člankov v spodbudo svojim rojakom. Tudi tam ni delal nobenih razlik. Vsem in vsakomur je bil na razpolago, ob tem pa vdano prenašal težo križa in izgnanstva in krivične obsodbe, ki mu jo je naložila nova oblast v domovini. Če torej hočemo spoznati škofa Rožmana, moramo naj pogledati izven naših meja, k našim rojakom po svetu, ki niso bili okušeni s totalitarno propagando. Ti so namreč lažje spoznavali škofa Rožmana, takega, kot je v resnici bil. Res je, dejala sem po svetu in ne za mejo, saj so ideološke lovke po vojne oblasti močno segale tudi v zamejski prostor, ter so oblikovali misel marsikaterega rojaka tudi na tej strani meje, ter v narodno skupnost žal uspešno vnašala razklanost in delitev na vaše in naše. To je bilo za tiste, ki smo živeli pod komunističnim terorjem, težko razumljivo. Predstavljali smo si, da je za mejo svoboden prostor, ker je kritična misel, postavljena na temeljih resnicoljubnosti, nekaj samoumevnega. Spoštovani, škofom Rožmanom morda nismo dobili največjega politika, pa to tudi ni bila njegova naloga. Škofom Rožmanom morda nismo dobili največjega filozofskega misleca vseh časov, toda tudi to ni bilo njegovo poslanstvo. Škofom Rožmanom smo dobili človeka z velikim srcem, ki se je neutrudno razdajal vsem pomoči potrebnim in je ostalo zvesto svojim škofovskemu poslanstvu ter domovini. Škofom smo dobili človeka, ki je z besedami, navajam, naj umrjem v zaničevanju in pozabljenju. Naj bo moj grob neznan. Naj me zgodovina še tako črno in temno slika in naj ostane tak spomin name v zgodovini, ali pa naj moje ime čisto izgine, da se nikjer in nikdar ne omenja več. Samo da bi kraljestvo Božje raslo, vse utrjevali v dušah, samo da bi čim več duš se zveličalo, sami da bi Božja čas rasla in se večala, je sprejel nase težo križa za slovenski narod, da bi ga Bog ohranil v sveti veri. V tem je in mora biti naša hvaležnost. Da je tako, smo pokazali tudi leta 2013, ko smo ga v nabito polni stolnici pospremili k njegovemu zadnjemu počitku.
Hvala. Spoštovani in spoštovani, na današnjem večeru posvečenemu dr. Grigorju Rožmanu smo slišali že marsikaj tehtnega strani mojih predhodnikov, ker se počasi bližamo koncu in verjamem, da ste že utrujeni, imamo pa vendarle še nekaj zapovedati. Bi poskušal v kratkih besedah opisati skrb za točno določeno kategorijo ljudi, ki je škof Rožman posvetil svojo naklonjenost, svojo besedo tolažbe in tudi reševal življenja. Bilo je povedano številne njegove intervencije, tako za skupine posameznikov, kot tudi posameznike, ki so bili tako drugače vpeti v širši kontekst slovenskega naroda med okupacijo. Ampak v tej skupini ljudi, ki jih je reševal, bi sam izpostavil judovsko prebivalstvo. Tako tisto malo številno skupnost, ki je živela v Ljubljani, zlasti v Ljubljani, torej že pred drugo svetovno vojno, kot predvsem za številne judovske begunce, ki so pribežali na tla tedanje ljubljanske pokrajine in iskali prostor rešitve predvsem v Italiji, tedanje kraljevini Italije. Torej, do tega, o tem je bilo zadnje čase kar nekaj odkritega, včasih se je to bolj insinuiralo, vedlo, omenjalo, se je pa v zadnjih letih kar nekaj arhivov bodi si odprlo, ali pa smo se slovenski zgodovinarji potrudili, da smo poiskali dokumente, ki postavljajo to vrstno zanimanje in delovanje škofa Rožmana v neko povsem novo luč. Poglejte, stvari so zelo preproste. Dokumenti o tem, kar je dr. Tamara Gliser-Pečar govorila, kako je škof Rožman reševal tako posamezne kot skupine, so ohranjeni v ljubljanskem nadškofijskem arhivu, bodis v fondu prezidialnega arhiva, kjer so tudi njegove številne intervencije za judovsko prebivalstvo. Še več tega je prišlo pa na dan ob raziskovanju v italijanskih arhivih. Tukaj bi izpostavil predvsem Archive Centrale dello Stato, centralni državni arhiv v Rimu, ki je ustanova za kilometri in kilometri gradiva, ki kažejo tudi tovrstne dokumente. Torej, zakaj se je šlo? Šlo se je zato, da je ljubljanska pokrajina dejansko ležala na geostrateško izredno pomembnem križišču poti in da so si številni judovski begunci že od začetka okupacije Jugoslavije, tedanje Jugoslavije, prizadevali iskati rešitev. Rešitev tedanje notranje Jugoslavije, če hočete, torej pokrajin vzhodno današnje Slovenije, zlasti iz Hrvaške pa iz Bosne, kjer so bežali tako pred nacističnim, še bolj pa pred ustaškim delovanjem. In tukaj je škof Rožman odigral kot oseba, kot persona izrazito pozitivno vlogo. Torej, on bi lahko molčal, nič ne naredil. Vam si kakšen njegov sobrat na podobnem položaju po Evropi se je zavil v molk, se je zavil v pasivnost. Škof Rožman se ni. On lahko dokažemo z dokumenti, je interveniral na vseh ravneh, tako pri okupatorju, torej pri visokem komisarju ljubljanske, okupirane ljubljanske pokrajine, Emiliju Gracioliju, da ne treba posebej predstavljati, nič kaj svetniška, daleč od tega, da je to svetniška osebnost, ampak tukaj je prisluhnil škofu Rožmanu, zlasti potem, ko so z Hrvaške prihajale ne samo poročila, oziroma ne samo pričevanja beguncev, ampak tudi poročila v obliki zapisov italijanskih častnikov in vojakov, kakšne zločine počnejo ne samo, ampak tudi nad judovskim prebivalstvom hrvaški ustaši. Logično je, da so številni judovski begunci iskali pot preko ljubljanske pokrajine pred bodisi v Italijo, bodisi naprej proti Švici. In tukaj, kot kažejo dokumenti, je prav škof Rožman igral zelo, zelo pomembno vlogo. Ohranjene so njegove pisma, ki jih je pošiljal tako begunski vladi v London,
s katero je bil v stikih vsaj do poznega poletja 1943, v rednih stikih, potem pa tudi na različne visoke cerkvene dostojanstvenike v Vatikanu. Tukaj bi izpostavil zlasti dr. Luigija Malionija, ki je bil takrat vatikanski državni tajnik, torej lahko rečemo druga osebnost v Vatikanu, v cerkveni državi, ki mu je prosil, rotil, naročal, naj gre do svetega očeta, tedanjega papeža Pija XII. In naj s pomočjo visokih cerkvenih, najvišjih cerkvenih katoliških predstavnikov intervenira pri očitno samem uradu Mussolinija. Ukaz je šel potem na javno varnost, oziroma najprej na notranje ministrstvo, potem na javno varnost, publika sicurezza, in potem so prihajala navodila v prefektom, v tem primeru v Ljubljano, kar je dejansko omogočalo reševanje celih skupin judovskega prebivalstva, ki je bežalo proti zahodu, ker jim je grozila izročitev. Namreč tako Ustaši kot Nemci so si želeli v svojem besu antisemitskega nasprotovanja in rasnem preganju judovskega prebivalstva širom Evrope, prizadevali so si dobiti te pobegle jude iz tako imenovanih varnih con. Tukaj treba na tem mestu posebej poudariti, da kljub temu, da so številni nacisti in številni fašisti zagrešili grozovite zločine nad prebivalstvom, tudi judovskim, med drugo svetovno vojno, gre za eno veliko distinkcijo, ločevanje. Če so jih Nemci zbirali, preganjali in sistematično pobijali, so jih Italijani zbirali in preganjali, niso jih pa pobijali. Zato so iskali Judje na italijanskem okupacijskem prostoru svojo možnost ali željo po rešitvi življenj. Tukaj bi izpostavil pisma, ki jih je pisal Adolf Lorand, ki je bil neformalni trgovec, veletrgovec, neformalni vodja ljubljanskih judov, pogosto v audienci pri škofu Rožmanu, ki si je prizadeval, da bi ljubljanska judovska srednja, se niti ni bila skupnost, ker je bilo judov premalo, ampak ljubljanski judovski živelj preživel italijansko okupacijo čim bolj mirno in to jim je dejansko preživelo tudi po zaslugi škofa Rožmana. Ampak še bolj so bili v nevarnosti tisti, ki smo jih omenili prej, ki so bežali pred italijanskim, še bolj pa ustaškim pa nemškim preganjanjem. Tukaj je igral pomembno vlogo naš goriški vojak. Gorico v preteklosti je zelo zaznamovala judovska skupnost, še bolj pa rodbina Bolafio. Ta primek je bil eden najpogostejših sefardskih judovskih primkov v Gorici. En del te družine se je že konec 19. stoletja izselil v Ljubljano in Eugen oziroma Eugenio Bolafio je bil veletrgovec vinski, po drugi strani zelo bogatih Ljubljančanov, ne samo judov, ampak tudi Ljubljančanov, pred drugo svetovno vojno, zelo sposoben možakar. In leta 1941 je postal zastopnik družbe De la Sem. Družba De la Sem, to je akronim in organizacija, ki je imela sedež v Genovi in je dejansko reševala judovske begunce po celi Evropi, zlasti pa seveda po južnih, po sredozemskih državah. No in uradni zastopnik te organizacije je postal omenjeni Eugenio oziroma Eugen Bolafio. Eugen Bolafio, ki je bil, lahko rečemo, tedensko pri škofu Rožmanu in si skupaj z njim prizadeval za reševanje tovrstnega vprašanja, torej judovskega reševanja judov pred preganjanjem, da jih ne bi vračali na Hrvaško, da jih ne bi izročali Nemcem in da bi se odpirale poti proti Italiji, kar je pomenilo tudi skoraj gvišno rešitev. Torej, zakaj danes vemo veliko o delovanju tega veletrgovca po rodu iz Gorice, ki je deloval v Ljubljani? On se je rešil, ko je prišla nemška okupacija 1943, je bil odpeljan v Dachau, Dachau je preživel koncentracijsko taborišče, se je vrnil v Ljubljano, aretirala ga je Udba in ga zasliševala. Moral je napisati svoj življenjepis, kjer omenja tudi to svojo zgodbo med vojno s škofom Rožmanom, kako sta dejansko reševala Jude pred preganjanjem.
In seveda to je potem ostalo zapisano v udbovskih arhivih, s tem, da do par let nazaj nihče ni dajal tem dokumentom nobenega pomena. Potem še eno stvar bi izpostavil pri škofu Rožmanu, kako je leta 1941 rešil skupino judovskih mladostnikov in otrok, starih od 3 do 17 let, bilo jih je 44. Bili so to otroci mladostniki, ki so brez staršev se umikali iz Nemčije, Avstrije, Češke preko Hrvaške, grozila jim je izročitev v skoraj gotovo smrt. Škof Rožman jim je našel zatočišče na Lesnem Brdu, to je bil en dvorec blizu Vrhnike, kjer so ti begunčki bivali 1 leto, do julija 1942, in potem so tudi s pomočjo škofa Rožmana preko Trsta, Bolonje, Modene pristali potem pri Nonantoli, kjer so dočakali nemško zasedbo oziroma italijansko okupacijo in se potem tudi s pomočjo našega rojaka iz Solkana, Andreja Vendramina, rešili v Švico in potem vojno preživeli. Ampak to je že druga zgodba, ki je tukaj danes ne bomo načenjali. Torej, če pustimo pričevanja, ki smo jih našli v ljubljanskih arhivih, zapiske o srečevanjih s predstavniki judovskih organizacij in posameznih judovskih skupnosti, bi tukaj postavil še en vir, ki sem ga v začetku omenjal, in sicer njegove intervencije za preganjeno judovsko prebivalstvo, ki so šle v smeri Vatikana. Zakaj danes o tem nekaj vemo? Ker se je italijanska tajna služba preprosto priklopila na brzojav, ki je potoval iz Ljubljane do Vatikana, in lepo vse brzojavke, ki so iz škofije Ljubljana šle v Vatikan na mizo k državnemu tajniku oziroma k papežu, jih je vneto prebirala. In danes so se kopije teh, oziroma originali teh brzojavk, kopije imamo doma, so se ohranili in kažejo človekoljubno vlogo tega človeka, ki je nesebično reševal Jude, zlasti med leti 41 do 43. Logično se postavlja vprašanje, to vas bo zanimalo, s tem, koliko Judov je on rešil. Ne vemo, nekaj skupin, ampak ko sem počasi sešteval, poskušal seštevati te skupine rešenih Judov, ki so bežali preko Ljubljanske pokrajine in si s tem rešili življenje, sem pa še do številke približno 1500. To je približno ena taka številka, kot jih je rešil najbolj znani pravičnik med narodi, ki ga vsi poznate po filmu Oskar Schindler, ki ga ne bomo odpirali danes, ker to je že druga zgodba. Talmud je judovsko versko izročilo, pravi, kdor reši eno življenje, reši ves svet. V ta namen so Judje, torej njihova izraelska država, ustanovili en poseben center v Jeruzalemu, ki je dokumentacijski, arhivski, muzejski, in tam se komemorirajo ali se počastijo vsi ne-Judje, ki so brez plačila reševali Jude po celem svetu, oziroma predvsem preganjeni v Evropi med drugo svetovno vojno. Na njihovem spisku je danes že 27.300 pa še nekaj teh pravičnikov. Italijani rečejo giusti fra le nazioni, pravičniki med narodi. Torej tisti, ki so reševali Jude. In moj poziv, ki sem ga že večkrat izrekel, pa bi ga še tukaj ponovil, je, dajmo se enkrat zmeniti in poskušati pokazati, da tudi škof Rožman si zasluži mesto ob teh, ki so reševali nesebično, brez plačila, reševali judovsko prebivalstvo. Da je temu tako, bomo s tem zaključil, da je on to res počel, se je pokazalo leta 2013, ko je bil prekopan, prenešen iz Amerike v Slovenijo, v Ljubljano, v ljubljansko stolnico, in so se nekateri Judje, ki so preživeli tudi z njegovo pomočjo, oglašali in pokazali in se mu zahvalili. Zdaj, moje retorično vprašanje je, a ste kakšen odziv teh pisanj v obrambo škofa Rožmana prebrali, ste slišali? Skoraj da ne, mogoče kakšen bi lahko dvignil roko med vami. Nekaj malega je prinesel tednik list Družina. In pri tem se je končalo.
Šlo je tako za Jude iz slovenskega ozemlja, torej bi izpostavil tukaj judovsko rodbino Kudiš, njihova hčerka je zelo znana doktorica, sicer že v pokoju, živi v Jeruzalemu. Oni so preživeli, celjski Judje, potem rodbina Švarc iz Lendave, Tamaš Švarc ali Tomislav Švarc je umrl pred par leti, bil zadnji lendavski Jud, ki je preživel tudi s pomočjo škofa Rožmana. Potem se je oglasilo kar nekaj pripadnikov srednjeevropskega, nemškega judovstva, sem zdaj priimke pozabil, ampak rodbine, ki so bežale in bile rešene tudi s njegovim posredovanjem. Torej, treba si bo počasi naliti čistega vina in reči, tudi oseba, ki je bila toliko let demonizirana, bila je postavljena na pranger, na sramotilni steber, smemo domevati, smemo pričakovati, da je sposobna in mi bi morali biti sposobni in dati priznanje, da je sodelovala tudi pri tako človekoljubnem dejanju, kot je bil poskus reševanja judovskih beguncev, Judov med drugo svetovno vojno, med holokaustom. Hvala lepa. Smo rekli še na presenečenje, vem, da se vam mudi domov, ampak preko končamo, bi pa še nekaj opravili. Med nami je ena oseba, dr. Karel Bonuti, ki je škofa Rožmana osebno poznal, z njim sodeloval, bi nas rad v tem kontekstu nagovoril, zdaj ob koncu. Bi pa tukaj povedal še to, in to upam, da bo tudi gospod dr. Karel Bonuti povedal, da je nekdanji katoliški dom, današnji kulturni center Lojze Bratuš, tudi sad prizadevanj škofa Rožmana iz daljne Amerike. Dr. Bonuti, mikrofon je vaš. Najboljše, če dam eno izjavo, tako bomo hitreje dali celotno sliko. O mnogih osebnostih, ki so krepili moje življenje, mislim pogostoma na našega prezvišenega škofa Rožmana. In to v obdobju druge svetovne vojne. Že leta 1929 novoizvoljeni ljubljanski škof si je izbral geslo križa, teže in plačilo, ki izpostavlja njegovo prihodnji križov pot. Od slovenskih škofov najbolj obrekovan in kritiziran, celo od nekaterih svojih duhovnikov in sobratov, je bil Gregorij Rožman. Vendar njegovo delo še danes zveni preroško. Bil je javna osebnost, ki si je pod okupatorjem neustrašno borila za življenje slehernega človeka, ne glede na ideološke pripadnosti. Na Goriškem škofa Rožmana smo spoznali med drugo svetovno vojno in sicer leta 1944, ko je začel delovati tudi v Goriški nadškofiji Slovenska katoliška akcija, ki jo je vodil domačin duhovnik vodja dr. Alfons Čuk. Škofa Rožmana sem osebno spoznal 51. leta, kmalu po prihodu v Klebeland. Stanoval je pri župniku svetega Lovrenca kot gost župnika Omana. Tam je bil za kaplana tudi Lojze Baznik, tudi nam znan na Goriškem,
kot kapetan vojaške edinice. In seveda znam nam Goričanom, ki smo imeli priliko z njim sodelovati. Ko pa je bil imenovan za župnika Svetega Vida, je gospod monsignor Baznik prišel k Svetemu Lorencu Novomašnik in sicer bodoči pomožni škof Edvard Pevec. V tem okolju je lajšal delo tudi ljubljanski duhovnik Julij Slapšak, ki je že pred drugo svetovno vojno bil imenovan za duhovnega pomočnika slovenskim izseljencem. Imel je svoj avto in dobro pomagal na škofu Rožmanu pri daljših poteh po ameriških ravninah. Med ljudmi se je škof Rožman prehajal v navadni obleki, brez talarja, le za posebne slovenske pobožnosti si je nadel slavnostno liturgično oblačilo, tudi mitro. Do svoje smrti pa je bil v težavah tudi z lokalnimi predstavniki. Škof Rožman je pa dobil od papeža Pija XII. Odlog, da on naj ostane ordinarij ljubljanske škofije, tudi če je živel na drugem kontinentu. Vendar obrekovanje in laži so se širile po vsem slovenskem ozemlju. Kljub temu, da vrata so bila odprta vsem, ki so prihajali k njemu na pomoč. Celo škof Edvard Hoban, klevelanski škof, ki ga nikdar ni sprejel ali povabil slovesnosti na klevelanskih cerkvah. Od vseh ordinarjev, od vseh organizacij, prosim, med vojno in po vojni namreč pozornosti je največ dovolal katoliški akciji, vendar člani so morali sodelovati le na duhovnem polju. Kar lahko najlepše razložim, je to, kar je sam škof Rožman izjavil. Malo mi je mar, kako sodi ali obsoja mojo osebo, kdorkoli. Piti in klicati moram in zavračati zmote, ki so danes zelo nevarne in motijo glave in srca slovenskega ljudstva. V to me sili ljubezen do vas in našega slovenskega naroda. In ta ljubezen, ki ima korenine v Božji ljubezni, me sili, da dolžnost učenja vršim tudi tedaj, če bi moral še toliko trpeti. Jaz pa bom prav rad vse žrtvoval, tudi samega sebe, tudi če bi me kdorkoli v tem manj ljubi, od njega pa bom se vedno še bolj ljubil. Sedaj počiva v slovenski kapeli Ljubljanske stolnice skupno z mladim članom katoliške akcije, ki je predstavlja nekako pri nas vseh ideal. To je Alojzij Grozdeter. To je torej v našem kratkem pregledu njegovo delovanje do nas, ki smo živeli ob njem precej let in uživali dobroto, ki je izhajala iz njegovega srca. Hvala.
To je bil večer posvečen 60. obletnici smrti ljubljanskega škofa Grigorija Rožmana, na katerem so sodelovali dr. Tamara Gresa Pečar, dr. Stane Granda, dr. Helena Jaklič in moja malenkost. Hvala vsem za poslušanje, za ustrajanje, za vašo naklonjenost. Zdaj pa še Branka kaj, ne? In potem, če bi neformalno zunaj še kakšno rekli, lahko noč. Hvala lepa vsem nocojšnjim gostom za to poglobljene podrobno predstavitev dr. Rožmana. Hvala tudi gospodu Bonutiju za pričevanje. Hvala vsem vam za prisotnost. Naslednji četrtek bomo imeli ponovno srečanje pod lipami in v gosteh bo gospa Iva Dimic, poslanka in predsednica komisije za problematiko Slovencev v zamejstvu in po svetu. To je čisto druga tematika naslednji četrtek. Tako kot običajno, mi nadaljujemo klepet ob kozarcu vina. Če želite se ostaviti v naši sredi, ste lepo povabljeni, drugače pa vas želimo še naprej lep večer. Hvala lepa vsem.